En kolega me je glih klical, da ena muca mala mjavka pod njegovim avtom. Na hitro sem pokomentirala, zakaj še nisem zamenjala tega avta. Ja. Končno sem dočakala ta Sinsajev paket. Dobro jutro, jaz sem preživela to jutro kar produktivno, moram reči, za moje pojme. Naredila sem 2 voiceovera, pa objavila, zmontirala te shortse na TikTok pa na Instagram. Pol sem vsaj polovico slovenskega vloga zmontirala, malo sem tudi Twitch gledala, se pogovarjala. Zdaj pa sem že ful lačna, pa rada bi šla na en pohod, tako da si bom naredila tople sendviče. Če se spomnite mojega otca, zares sem kupila ta toster in v bistvu ga prvič provala. Včeraj sem si kupila te šunkice, sir že imam, tukaj imam, jaz rada pomakam majonezo pa kečap, moje tople sendviče, tu imam tost, tako da dajmo. Ko sem si zmešala majonezo pa kečap, sem ugotovila, da imam to mešanico že. Nisem je že dolgo jedla. To je že zmešano skupaj. Ojoj. Končno sem dočakala ta Sinsajev paket in dajmo ga odpreti. Mika v glavna, doš, katle dobiš. Ma lahko včasih ono stran dale, ha? Pa bo to tvoja nova škatla. Veš ono, ko kar malo pozabiš, kaj si naročim, pa ono, kaj dobim. Še en pajac, ampak tokrat je krilo, mislim pajac, overalls, bomo probali pol. Predpasnik z bučami, kuhinjski predpasnik seveda. Še nastavljivo ima to. Tadam, bučkice. Mislim, da je bil tak 3,5 evra. Mika. Pa, dobro no, a lahko pokaže, kaj sem kupila? Ne, ma sem tebi kaj kupila, Mika, ne spomnim se. Recimo, da je to za tebe. Kjer upakirani. Bo opazila, da je vse s papirjem spakirano, ni bad. Kupila sem tak cvetlični lonček, ki je plastičen, zato ker ne morem imeti steklenih, keramičnih, ker mi Mika vrže iz police in ja, v bistvu zdaj imam samo še enega keramičnega, ostalo je vse plastično, ker pač ne gre drugače, oziroma bambus ali karkoli pleteno. Je ful lep, tak neutralen. Že vem, kaj je to. Že vem. Tako sem si kupila za olje, flaško. Za olivno olje, da malo bolj cute tam v kuhinji. Da, ja, to. In posteljnino, tako bolj jesensko, 100% bombaž. Zdaj imam samo eno to sivo in pač vsakeč, ko jo operem in posušim. In pol, ko je posušena, jo dam nazaj in ta je tudi malo taka neutralna, ampak hkrati posebej. Končno smo dobili par jesenskih stvari, a ne Mika? In ti si dobila novo škatlo, si vesela? Vesela zelo. Te prevleke za poštre so kar malo ogromne, tako da mogoče mogla mamo prositi, da mi jih zmanjša. Jaz nimam takih poštrov velikih. Zelo nisem mere za poštre gledala, ker pač ponavadi mislim, da so standardne. To bo tudi mogoče malenkost preveliko za moj koter, ampak ne to, bom videla, ko bom. Ja, če ne bom pač še to domov nesla, pa mi bo mama zrihtala. Evo, kako cute, sicer malo zgleda kot ta predpasnik za kuhanje, ampak ja,
Je bilo pa 14 €, dosti poceni. Se mi zdi, da je glih prav dolga, smisla, da me je skrbelo, da v prekratka in sem si že hotela skoraj naročiti. Sem si in mi ni žal, zato ker je malo bolj tako hlapna, pač je na komod, pa lahko bi tudi kak polover spod nosu, pa si ga zatlačil. Tukaj so na vzkriž te naramnice, pa lahko si malo tudi, jaz sem si podaljšala. Imaš 2 luknjici za nastavitve. Ja. In oh my god, košarka je in Slovenija igra s Kanado v četrtfinalu. Skoraj sem pozabila, tako da to zdaj gledamo. Mika se bo vlegla tala na tipkovnico. Rekla, jaz bom boss baby. Aha, se bo nazaj vlegla. A še Miško? Bo še Miško imela. Zakaj se tako fajn vleč tu, če imaš tu dekico? Tončič je to tehnično. Ok, glih sem reči, da nam gre dobro. Vse nam gre dobro, sam. Pač tako tekma fajn gled, ne zanč, ko so proti Nemcem bili ful zadaj, tako da. Dajmo, prosim. Oj, je to ključno. 50-44 je za Kanačane, torej 1 pika in 1 minuta do konca. Košarko smo zgubili. Jaz sem si make-up naredila, lase si še moram zrihtati. Prav čakala sem s kavo, da je spijem po tekmi, da me ne še bolj napsihiram. In vmes sem dobila še sporočilo, da je avto končan. Nisem vam povedala, celo sklopko je treba zamenjati in pol me je zadnjič klical, da je še nek notranji cilinder uničen in je pač celo ugotavljala, kaj je fora. Tako da bom ful veliko plačala, ker pač cela sklopka je itak draga, pa delo je tudi nekaj dela. Na hitro sem pa komentirala, zakaj še nisem zamenjala tega avta. Zato, ker ne bom si novega avta kupila. Ker če si grem zdaj kupiti avto, si bom kupila rabljenega. In pri rabljenih avtih, tudi če je boljši kot moj, pač po številkah, da je mlajši, kakorkoli, ne veš. Lahko se isto zgodi, lahko skozi nekaj crkuje. Nikoli ne veš, kaj ga je nekdo prejme zares, razen če ga poznaš. Pa tudi takrat se zgodi, da avto crkuje. Novega si zihrnem kupila, ker pač mi je brez veze. A ja, tudi če si rabljenega boljšega kupim, bo večje zavarovanje, bojo večji stroški, če je kaj narobe, ker pač novejši avto, boljši je, več so deli, z avto. Tako da sem rekla, tega se mi ne splača prodajati in dokler bo varen, pa da ga lahko vozim, bom tega zvozila. In toliko stvari sem zdaj v zadnjem letu pa pol zamenjala, pa nekaj je bilo tudi zdrževanje, ni bilo samo, da mi je zdaj skozi nekaj crkvalo, ampak nam tudi moč bremze zamenjati pa teka, ne. Ampak ja, prej je bilo vse kul, pač avto je star in začne stvari crkvati, pa jaz tudi ful kilometrov naredim. Tako da, ne rabim komu razlagati, sam pač, da boste več bolj razumeli, zakaj je še kar ne zamenjam tega avta. Meni avto ne pomeni kaj drugega, kot pa to, da nekam pridem, in mi je kar škoda, pač jaz ne rabim novega avta, zdaj ne. Tako da sem rekla, tega bom popravljala, dokler bo varen. In zdaj tak najdražja stvar je sklopka. Ok, mašina je še naslednja. Če mi mašina crkne, bolj pa res neham, ok? Se veselim med novo sklopko, ampak sem dala skar celo najemnino za to. Nekaj fajn steče, hitro nekaj butne nazaj in pol spet stečeš naprej. Ja, zdaj pa čakam, Goca me peljala do mehanika, ker mehanik pač ne dela več tukaj blizu, se je preselil med vode, tako da moram zdaj tja iti in s njo prosila, če me pelje in je bila to prijazna, da me zdaj 3 dni čakala, da me bo mehanik poklical in danes končno, tako da po šihtu pride po mene pa grema in ful fajn, tako da ne rabim na bus hoditi, ker niti ne vem, na kateri bus moram do Medvod. In ja, to je moj plan, zdaj pa začela sem Gossip Girl gledati. Jaz sem to gledala, ko sem bila na srednji šoli ali celo prej, ne v srednji šoli. In sem zdaj za foro si sam tak za ozadje dala in se dejansko ful spomnim na prvi epizodi, sem nekaj na polici. Ja, to je to za enkrat. Malo sem žalostna, ok? Evo, čakam Goca, da me pobere. Nikoli še nisem to sledila. Dobro jutro! Gledajte to tačka. Malo je tema, ko so želete, da najlepši del dneva je, ko Mika španka zjutraj. Glejte tace, kaj je to? Ja je to, ja je to. Dobro jutro. Dobro jutro, Miška. Šonki. No, spiš. Se močem te požuliti malo. No, zjutraj k meni pride spat, se je prišla. Šla pod koter, pa je pa prevroča rada. Milka! Hi! Ja, kam boš šla? Ne moreš pazi, no.
Jaz imam danes fraj od streama, imam pa to stvari za posnet sliko, narediti, pa oči hol moram posnet, pa ponedeljek imamo en giveaway z Eonom, tako da moram malo za Instagram stvari zrihtati. Tako da mi je čisto cool, da sem danes fraj, da se res lahko posvetim, pa ni čaren, ko mi cajta zmanjka. In to pomembno, da se malo umerim, ker zdaj sem te dni nič cajta za sebe, nisem imela vse, kar sem delala, se je vrtelo okoli pač YouTubea pa Twitcha. Pa še jaz, ko to kuham, to mi ful cajta vzame in sem vedno tak to. Ampak je fajn, se ne pritožujem, da nekdo misli, da se... Oh my god, koma čakam. V prejšnjem videu sem vam vpis dala moje najljubše youtuberje in mislim, da je bila pod prvim in je glih dala gre video ta moja youtuberka jesenski video in sem malo, oh my god, tega moram pa prav v miru pogledati, vse se pa gledati, ker da me tudi malo inspirira, ko bom naslednji teden okraševala. Ja, to je to. Kaj bi dala, da bi bil dež drugi teden, ko bom okraševala? Ona ima dež. We had a really chill night and I put decorating on pause, but... To bo fajn dišalo, vse sem prihaja. Sveže iglice ali drevje, veje, kurijo. Sem zaprla vse okna na srečo. Bojo pa gradili tukaj blizu zdaj novo stanovanjsko pač blok. Ampak na srečo mi ne bojo pokvarili razgleda vsaj, ne v celoti. Zna pa biti glasno. Jaz sem se stuširala, jaz sem naredila make-up in pol posnamemo haul. Včeraj sem naredila ta nacho cheese in mi ga je ful ostalo, tako da bom naredila kot nek mac and cheese, ampak z malo slanine. Dobro izgleda, krimi. Bom počakala, da se ohladi. Medtem pa jaz se pripravljam zdaj na ta haul, pač da posnamem za Instagram. Ampak vam bom tudi tukaj pokazala, sem rekla, ta obleka mi je tako všeč, taka elegantna, ampak ne ono zdaj ful fancy, ampak ja, res se mi zdi, da je lahko za karkoli ponosiš, ful mi je všeč, ker ima te prosojne rokave. In ja. Ok, ni mi ratalo posnet oboje, ker je bilo naporno in vroče in sem rekla, da vam bom te iz Instagrama slike oziroma videe dala v ta video. Zdaj tukaj lahko vidite prvo ta top, ki mi je ful všeč, taka čist, bom rekla, basic stvar za jesen, zimo, barva, model, lepo oblikuje, se mi zdi, da lepo paše tudi na te hlače. Te hlače že vidim, da bom ful nosila, ker so ful udobne. Niso one ful skinny jeans, ampak so malenko široke kao mom jeans, ampak meni se ne zdijo čist mom jeans. Mogoče malo bolj oprijete mom jeans, pa če res perfektne. Raztegljive so ful udobne. Naslednja stvar so te Calvin Klein hlače, ki so dosti široke. Kavbojke so in jaz nimam nobenih širokih črnih kavbojk in sem rekla, te si bom vzela. Mene drugač firme ne neki zanimajo, pač skoraj nič nimam od firm, ampak so te lepo stale na modelu in sem bila malenko mi zadnji štrli ta pas, ker če imam bolj široke boke pa ozek pas in je tek malo pač odvisno od postave, no. Ampak se mi zdi, da pač če dam si pas v pas, bo čisto cool, pa tudi ni tek ful očitno, ampak ja, ful so mi všeč. Naslednja stvar je ta jopica, taka vinsko rdeča, ful fajn lepo pride. Mogoče bi s kakimi drugimi hlačami lepš prišla kot na črne, ne vem, ampak da to bom sigurno kar dosti ponosila. Pol imamo en tak malo večji pulover oziroma oversize pulover, ki je skoraj crop top, ampak ni čisto, ful mi je všeč barva, pa ful je tak mehek in se mi zdi, da je čist moj stil, pa še tak mini ovratnik ima. Ta je, mislim, da ja, berška. Pol imamo tukaj te čevlje, ki so po mojem meni tak neke
najbolj osnovne, udobne za zimo in jesen, imajo tak debel podplat, pa ne premočijo, da lahko jih pač nosiš v snegu, v vodi. In ja, take dosti basic črne. Glede te jakne, ful mi je všeč, ampak nisem sigurna, če to meni paše, oziroma če znam jaz to nositi, ker je tudi isto oversized in se mi zdi, da mogoče bolj paše na visoke, suhe punce. Bom videla, je pa taka prehodna, tanka glih prav za zdaj. Ko se temperature počasi začnejo nižati. Tako da to je to. En kolega me je glih klical, da ena muca mala mjavka pod njegovim avtom in se ne more premakniti, pa mačka noče on priti, in sem rekla, da rabi hrano. Tako da grem zdaj na lokacijo in sem nabrala par stvari. Tukaj imam celo eno hrano za mladičke in to imam, ko je ful tekoče, ker ne vem, kako mala je. Tu imam posodice, te, ko ne uporabljam, pa vodo, pa to škatlo sem vzela, pa dala eno prevleko za pošter, ko je ne rabim. Pa upam, da jo dobima, bolj pa ne vem, kaj bom. Mislim, jaz ne morem vzeti mačke, ker rad Mike, a ne, pa vsega. Mogoče jo bo on vzel, če ne pač na zavetišče ali nekaj. Je bila pa v smetnjaku, tako da je nekdo mogel vrečniti, ker je ful premala, da bi sama šla v smetnjak, tako da... Ajo, žejno punco, ali fantka. Le, pridi, bom ti stisnala malo še ven, le, pridi, lačna si. Le, kako si lačna, le, hoj. Jaz preveč govorim, pridi, na. Čekaj, sem povedal, če imam zvote. Žejno, punca, žejno. Pridna si ti. Pridna punčka. Neč gremo kupiti stvari. Ker to vzela. Ja, to bom vzela. Ok, ugotovila sem, da nisem nič dejansko povedala za YouTube glede mačke, ker sem pač na Instagramu tu delila. Smo se kar namatrala, da smo je dobila, ker se je ful bala, pa šibali so avto v industrijski coni, tako da ni imela glih neki ful možnosti za preživetje, da bi se kam zatekla. Taka malika je bila, ja, muca je siamska, vse izgleda tak in si misliš, kdo bi tako odvrgel, kdo bi tako zapustil, ne vem, ne vem, kdo bi sploh kjerokoli mačko zapustil pa vrgel stran, ampak ali je prišla v mašini, ali pa je nekdo pač odpeljal stran. Kakorkoli, mačka je rabila pomoč. Prvič, ko sem jo hotela ujeti, me je čist pokrempala, jaz ne morem verjeti, koliko moči ima ena taka mala mucica. In pol mi je všla in sem bila, no, fajn, zdaj je pa nem dobila, ker se me boji, ampak mi je ratalo, sem tako potko naredila z hrano do škatle. In pol sem jo še enkrat dobila in je isto ponorela, ampak sem jo spravila v škatlo, pa me je ugriznala v prst. In ja, pol smo šla nakupiti v Mr. Peta in jo vzela moj kolega in se je že sprostila mimo grede. Zdaj pa gremo naprej na preteklost. Jaz sem nazaj. Mucka je doma, malo se skriva, zdaj itak rabi. Je imela stresen dan, pa raje neki cajta pa potrpežljivosti, da se navadi. Jaz sem pa zdaj že uro pa povsem neki tavam po stanovanju, če sem malo pretresena in razmišljam, kaj se moram narediti. Najprej moram cote obesiti, ker sem jih predala prati in jih nisem obesila. Po mojem bom šla v lekarno si jod kupiti, da bom dala jod na prst, da ne bo kaj narobe. Mi ga žem ekstra postiskala. Ja. Veš, koliko bogih muc jih nima doma. Pa tako, da bi se stiskale, nobenega tudi nimajo. Ja. Šla sem v lekarno po jod za razkoževanje, pa na hitro trgovino, ker sem včeraj pozabila peki papir kupiti, pa tudi mleka mi je zmanjkalo. Zdaj grem pa na en sprehod, ker nisem šla v fitness, ker prej sem bila čisto zmatrana. Brez energije, brez hrane, teda vse sprehod. Kako je lepo in mirno. Ok, jaz sem se zdaj odločila, da si bom naročila pico, ker sem videla v mojem Discordu, si nekdo naročil pico, Oblivinar, če gledaš to, ti si kriv. In zgledala je ful dobra in sem šla pogledati na Volt, kaj meni sploh tukaj dostavljajo, ker nimajo neki ful izbire. In sem gotovila, da mi dostavljajo ono pico, ko sem jo že enkrat jedla z goco in je bila ful dobra, Napoli pica, in sem si naročila z kuhano govedino. Sicer je dostala skoraj 5 €, ampak sem imela nek popust, tako da je malo manj. Pa dala sem 1 € na vidnine. Zdaj moram hitro hoditi, ker že prije čez 30 do 40 minut, ampak se nisem toliko daljena. Kako je lepo to. Čudovito vreme. Drugač pa hodim s peki papirjem pod pazduho, ker ni šlo moj ruzak in ja, pač, a ne.
Evo, da zdaj to vidim. Ja, jaz že to vidim. Evo, da bi mami, to je zdaj kmalo pico. Kako je to? Po mojem ne bo, da si jaz to nekako... Dam na eno gazico pa na nohta, kako da ne vzaj smrdelo pa se obarvalo. Mika. Bomo šli zdaj na balkona na sončni zahod, a si za to? Ja. Evo, sem si dala kar na obliž, pa gr to ima von po bolnici. Picika je tu. Ja. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I Ok, upam, da ste uživali v tem videu. Zdaj sem kar dosti snemala. V naslednjem vlogu se bo pa verjetno že počasi začela ta jesenska dekoracija in te zadeve bomo videli. Ne vem, ali bom posebej video naredila, nisem ziher. V glavnem, če ste uživali v tem videu, ga lajkite, pa lahko tudi kaj pokomentirate. In to je to, se vidimo, čau! Missing someone